Dober večer. 21. novembra pred letom dni se je v Mariboru začela prva mariborska vstaja. Pred mestno hišo se je zbralo več kot 1000 protestnikov, ki so nasprotovali izvolitvi takratnega župana Franca Kanglerja v državni svet. Val protestov se je začel s postavitvijo spornih radarjev. Spodnesel tedanjega župana Kanglerja in prinesel novega. Pa je ta tudi izpolnil pričakovanja? Protest proti Kanglerjevemu nevovzetju v državni svet pred letom dni ni bil prvi izraz nestrinjanja Mariborčanov s politiko vodenja mesta tedanjega župana. Je bil pa prvi množičnejši, na katerem se je pred mestno hišo Rotovž, kjer so potekale volitve za državni svet, zbralo krepko čez 1000 udeležencev in nasprotovalo njegovemu imenovanju ter zahtevalo odstop tudi z mesta župana, očitajoč mu korupcijo, pristransko kadrovanje, krajo javnega denarja in kazenske ovadbe. Vse so imeli veliko reklame, da je danes shod tukaj, v vseh medijih. Ko so objavljali mediji, da je danes preko spleta oziroma Facebooka napovedan shod, je to pač odzvalo tudi takšno reakcijo, da so pač prišli in protestirali. Dovolj je tega obnašanja, dovolj je ignoriranja, dovolj je vsega, kar počne. Kangler nas uničuje in bo mesto v propad prišlo. Vse je že tako daleč nas spravo, jaz se ne bojim za sebe, jaz se bojim za mladino. Kljub temu je Kangler s 25 elektorskimi glasovi od 38 postal državni svetnik. Množica je odgovorila z nasiljem, tako da so z Rotovža Kanglerja morali rešiti policisti. Množični protesti so se sicer nadaljevali vse do izvolitve novega vstajniškega župana Andreja Fištravca, ki pa mora delovati s starim mestnim svetom. Sedaj, ko vas nagovarjam, sem v enem, lahko bi rekli, protislovnem položaju. Torej, da nagovarjam organ, za katerega pravim, da ni legitimen. Seveda, bilo bi mi veliko ljubše, če bi lahko nagovarjal nov mestni svet. A novi župan v dosedanjih 8 mesecih mandata ni izpolnil pričakovanj mnogih. Še več, zapuščajo ga dosedanji podporniki in zavezniki. Ne verjamem, da je gospod Kangler kadarkoli tako grobo kršil poslovnik mestne občine, da bi svetniku, ki predstavlja stališča svetniške skupine, grozil, da ga bo nagnal iz sejne dvorane. Ob tem, da je treba tudi povedati, da današnja procedura je čisto eklatantno kršenje mestnega poslovnika. Nekoč sem veljal za ključnega svetovalca, po referencah in vsem ostalim, zato izve, za novinarji, Tako da, če bo župan danes imel čas, da bo to sporoči, je to za mesto žalostno. Bolj žalostno kot to, kar je počel Franc Kangler. Bolj najmanj smo imeli do zdaj samo vprašanje zamenjave ljudi na posameznih odgovornih funkcijah, kar z drugimi besedami kaže po Kanglerju Kangler. Bivši župan si je sicer do zdaj nabral 14 kazenskih ovadb. Tožilstvo je 3 že zavrglo, 3 so na sodišču, 3 v fazi preiskave. V primeru dodelitve stanovanja vedeževalki Karin Ježoviti pa je bil še nepravnomočno obsojen na 7 mesecev zapora. Množični in družbeni mediji so med protesti po vsej Sloveniji odigrali ključno vlogo. Ob svetovnem dnevu televizije, ki je bil 21. novembra, tako analiziramo njihovo vlogo in položaj v času vstajniško-protestniških akcij. Srečujemo se s krizo demokracije in tudi tradicionalnih medijev. Po mnenju strokovnjakov so izgubili večino zaupanja javnosti, njihova identiteta pa se krha. Na Facebooku in Twitterju se je obveščalo in pozivalo k protestom, ljudje so sami z mobilniki dokumentirali dogajanje. Družbeni mediji so ljudi iz navideznega okolja zvabili na ulice resničnega sveta. Okupirajmo Wall Street, gibanje se je na podoben način organiziralo, na podoben način so se organizirali v Egiptu. Dodano vrednost vsekakor vidim v tem, da so ljudje prvič artikulirali svoje mnenje, da so ga izrazili, da so pokazali tudi svoja čustva. Izbruhnilo je nasilje, letele so granitne kocke, policisti so morali uporabiti solzivec. Razmere, s katerimi se je predvsem mlajša generacija novinarjev, snemalcev in fotografov srečala prvič. Tradicionalnim medijem je ostala le vloga poročevalcev. V nekem trenutku pa se nam je vendarle zazdelo, da smo postali del predstave. Namreč protesti so se začeli stopnjevati ali pa doživeli vrelišče nekaj trenutkov pred živimi vklopi v informativne oddaje.
Po tistem smo nekako tudi se mi zamislili, na kakšen način dejansko poročati, da ne postanemo del same predstave. Jaz mislim, da je televizija tukaj pravzaprav imela zelo veliko vlogo v tem smislu, da je o tem obveščala tudi ljudi, ki niso bili neposredno vpleteni. Ne. In to je neka značilnost slovenskega prostora, ne, da množični mediji, zlasti pa seveda televizija, deluje kot neke vrste ojačevalec. Kot še dodaja Zajčeva, pa je televizija ob protestih izrazito pokazala željo, da bi obveljala kot tista, ki pove pravo resnico. Vprašanje pa je, ali je to tudi uspelo. Dobra novica prihaja iz našega mesta. Tisti, ki imajo manj kot 450 evrov mesečnih prihodkov, bodo osnovno živila lahko tega tedna dalje kupovali ceneje. V Mariboru na Pobrežju se je namreč odprla socialna trgovina Sotra. V njej pa je službo dobilo tudi 5 doslej brezposelnih oseb. Odprtja se je udeležila tudi Saška Jazbec. Še preden so prerezali otvoritveni trak, odpiramo vrata in srce navzven. Je pred trgovino že čakala množica ljudi. Do danes se je namreč za nakupovanje v trgovini registriralo že več kot 100 kupcev. Za pristopno izjavo je zaprosil tudi Zoran Golčman. Želeli postati naša stranka? Bi. Hvala Bogu, da imamo mi saj eno socialno trgovino, ki lahko iz dneva ven priješ, ne? Samo malo predaleč. Tadej Markeš, ki se preživlja le socialno podporo, se je najprej sprehodil med dobro založenimi policami. Ja, malo sem si pogledal cene in so kar nizke in za ljudi, ki imajo socialno podporo, bo to kot en raj, neko veste raj. Vsak se želi izpovedati, čuti neko tisto potem olajšanje, ko ti pove, v kakšnih težavah je, kako je vesel, da bo lahko nakupoval. Dobavitelji so v večini slovenski proizvajalci in njihovi izdelki so tudi polovico cenejši, saj gre predvsem za blago iz zaloge s poškodovano embalažo ali namenjeno za tuj trg. Menimo, da v trgovinskem poslu, če lahko rečem, so še neke rezerve in da si ljudje zaslužijo, da lahko za svoj denar kupijo kakovostne izdelke. Njihov predlog zakonodajalcu, da bi ponujali tudi izdelke, ki jim je za dan ali dva pretekel rok trajanja, za zdaj še ni sprejet. Se pa seveda pogovarjamo oziroma in iščemo možnosti, da bi mogoče kasneje tudi tu lahko kaj naredili, ampak zaenkrat ne. Ministrica za delo pa z Uradom za varno hrano in kmetijskim ministrstvom že iščemo rešitve. Predvsem pa smo se pogovarjali tudi o tem možnosti podaljšanja roka uporabnosti hrane tudi po tem datumu, ki je naveden na embalaži. In tu znotraj gre seveda, kot sem že takrat rekla, predvsem za tam varna hrana mora biti vsekakor. Če bo projekt uspešen, bodo v Združenju Šent tovrstne trgovine v prihodnje odprli tudi po drugih krajih Slovenije. Ptujske pekarne in slaščičarne so v finančnih težavah. Vodstvo je delavcem obljubilo, da bodo plače za oktober prejeli še v tem tednu. Zaposleni so bili s pojasnili zadovoljni, zato so priprave na stavko prekinili. Družbo, ki ima blokirane vse 4 račune, je v likvidnostne težave pahnila Mariborska Probanka. Ta namreč ni podaljšala roka za odplačilo dobrega 1 milijona evrov posojila. Branko Kolarič je ob Ptujski pekarna zaposlen že 35 let. Plače še nikoli niso zamujale, pove. Z današnjimi pojasnili vodstva je zadovoljen. Mi imamo plačo 18. Sicer smo danes imeli sestanek z njim in je obljubil, da ta teden plača bo. V podjetju, ki jim dolguje tudi del lanskega in ves letošnji regres, zdaj ne bodo stavkali. Mi smo se odločili stavkovni odbor, če do petka ne bo plače, bomo v ponedeljek šli na sindikat in bomo napovedali stavko. Da stavke ne bo, pa je optimističen direktor Hribernik. S Probanko naj bi se namreč dogovorili, da sprosti račune. Ugodili so zahtevam po dodatnem zavarovanju posojila in zastavili nepremičnino. Dogovor za Probanko je bil že sklenjen prejšnji teden, da se to umakne, zato ne vidimo problemu, da do tega ne bi prišlo. Točno pa ne morem reči, bo to danes ali bo to jutri, ampak računamo, da v tem tednu. Čakamo samo na uradni dokument z Probanke, da ga podpišemo. Proizvodnja v podjetju sicer teče nemoteno. 60 zaposlenih letno ustvari skoraj 3 milijone evrov in pol prometa. Izdelke pa dobavljajo vsem pomembnejšim trgovskim verigam, šolam in bolnišnicam. Ravnanje nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja je bilo velikokrat deležno ostrih kritik. Negodovanje pa sprožil tudi zdajšnji župan Andrej Fištravec. Trenutno veliko prahu dviga njegova odločitev, da se 24-člansko občinsko delegacijo odpravi na Kitajsko.
Čeprav župan zagotavlja, da gre predvsem za krepitev in vzpostavitev novih poslovnih stikov, pa nekateri opozicijski svetniki v potovanju vidijo zgolj neracionalno porabo občinskega denarja. Na seznamu oseb, ki potujejo na Kitajsko, najdemo tako osebno asistentko župana, mariborsko vinsko kraljico in večino direktorjev občinskih podjetij. Vsem tem bo pot plačala kar mestna občina. 1440 € je pa osebi. Mi smo za to pridobivali denar Spirita, iščemo pa tudi zase sponzorje, imamo pa nekaj malega proračuna. Mestni svet je prav zato, da si župan ne bi privoščil tovrstnih potovanj, sredstva v rebalansu proračuna omejil, a to očitno ni bila ovira. Vse bolj in bolj se kaže, da so ujetniki istih oziroma še močnejših korupcijskih klik. Dolinšek še dodaja, da učinkov tega obiska ne bo, v proračunu pa bo samo še večja luknja. Dvome, da bo Kitajska pripomogla k novim podjetniškim povezavam, pa je izrazila tudi ena od vstajniških skupin. Bilo bi odlično, če bi se taka srečanja organizirala v neposredni bližini, torej v Avstriji, na Hrvaškem, na Madžarskem. Pri iskanju kandidatov za pot na Kitajsko je sodelovala tudi obrtno-podjetniška zbornica, a v lokalnem okolju interesa ni bilo. Lokalno okolje v tem trenutku ves svoj napor daje v preživetje in manj v iskanje novih potencialov. Jaz ocenjujem, da je to glavni in poglavitni razlog. Kot eden redkih, ki ob četici občinskih direktorjev prihaja iz gospodarstva, pa bo na Kitajsko odpotoval direktor celjskega Mika. Še vedno pa ni jasno, ali bodo v mariborskem univerzitetnem kliničnem centru kljub zapletom ujeli rok za gradnjo urgentnega centra. Povsem drugače pa je pri oddelku za onkologijo. Po 2 letih so namreč gradbena dela končana, tako da že nameščajo tudi opremo. Celotna vrednost projekta znaša 35 milijonov evrov. V posebnih prostorih onkološkega oddelka te dni nameščajo najpomembnejši del opreme, aparata za obsevanje. S tem, da moram povedati, da bo seveda uvajanje tega dela, kliničnega dela postopno. Ravno zaradi tega, ker gre za izjemno zahteven, strokovni in tudi tehnični projekt. To gre za vire sevanja, kjer so tudi kontrole in nadzor in inšpekcije. Za postopek umerjanja aparatur bodo tako porabili več mesecev, a onkološkim bolnikom bo že prihodnje leto marsikatera naporna pot v Ljubljano prihranjena. Seveda pa ne bomo pokrili vseh strokovnih področij, tudi v dolgoročnem planu oziroma srednjeročnem. Je predvideno, da se bojo pri nas izvajala obsevanja najbolj pogostih rakov, to so dojka, pljuča, prebavila. Del onkološkega zdravljenja ostaja v okviru Onkološkega inštituta v Ljubljani, od koder prihaja tudi vsa strokovna podpora za izobraževanje kadrov. Naši mladi strokovnjaki se izobražujejo, seveda pa morate vedeti, da strokovnjak na tem področju ne zraste v pol leta. Vsi ti postopki trajajo več let, tako da zdaj nekateri so specializacije že končali, posebej na področju kemoterapije. Najtrši oreh bo izobraževanje medicinskih fizikov. Posebej zato, ker ima Slovenija nenormalno dolgo dobo specializacije za to vrstno delo. Mislim, da traja 7 let. Zdaj čakajo še na razpis Ministrstva za zdravje za preostali del opreme v vrednosti 1,5 milijona evrov. Prav tako potrebujejo še posebno PET-CT napravo, za katero pa za zdaj še nimajo zagotovljenega denarja. Eden glavnih pobudnikov protivladnega protesta 29. oktobra na trgu Leona Štuklja, Sanin Jašar, bo moral ponovno plačati kazen. Ker protesta ni prijavil, mu grozi med 150 in 300 evri globe, so pojasnili na policiji. Sanina Jašarja so ta teden obiskali policisti in mu sporočili, da bo ponovno oglobljen. Zadnjič tukaj prvi dan, ko sem zbiral podpise za te 3 predloge zakona, je prišel kriminalist, pokazal značko, me poklical k avtu in mi dal ta zapisnik. In pač rekel, da dobim kazen. Na policiji so pojasnili, da v času protesta niso oglobili nikogar, bodo pa Jašarju izdali plačilni nalog, ker protesta ni prijavil. Sicer pa je predpisana globa za organizatorja javnega shoda, ki tega ne priglasi, v višini od 150 do 300 evrov. In zakaj zborovanja ni prijavil? Ne vem, ti papirji, škoda papirja se mi zdi res. Sicer pa se mu je doslej zaradi protestniških aktivnosti nabral zajeten izkupiček kazni. Skupaj še 2 aktivistoma dolgujejo preko 10 000 evrov. Jaz imam tako že blokiran račun zaradi tega, neke izvršbe, uklonilni so mi v bistvu skensali, ker sem na socialni. Jaz osebno se s tem nekako ne obremenjujem, ker kot pravim, neki pad poziciji denarja ne morem dati.
socialno moram dobiti, ker je tak zakon. Jašar bo z aktivnostmi nadaljeval. Ta teden je pred občino začel zbirati podpise v podporo predlogov zakonov o legalizaciji konoplje, samozdravljenju in osnovnem bivanju. Policisti v zadnjem času opažajo povečano število vlomov. Več je vlomov v stanovanjske hiše, vlomov v stanovanja pa se vlomilci lotevajo redkeje. Sodelavka Ana Hajšek-Bučar je tako zbrala nekaj nasvetov, kako obvarovati svoje premoženje in kako ravnati v primeru vloma. Vlomilci največkrat vlamljajo skozi vrata in okna, ob tem pa policisti opažajo, da jim oškodovanci bistveno olajšajo delo. Večkrat opažamo tudi, da so izkoristili nepazljivost oškodovancev, ki puščajo priprta okna na kip ali pa celo odprta balkonska vrata. Na žalost o ustreznem varovanju začnemo razmišljati šele takrat, ko smo že oškodovani. Za varnost svojega premoženja pa lahko največ naredimo sami. V nekaj primerov mehanskih varoval so rešetke na oknih, protivlomna vrata, ki so, v celoti zgrajena tako, da so, samo konstrukcija je iz železa, kovine. Potem so tu varnostne okovja, varnostni cilindrični vložki, kateri pač so zgrajeni na tak način, da onemogočajo vrtanje, lomljenje ključavnic, cilindričnih vložkov. Ali pa se odločimo za celovito tehnično varovanje. Taki manjši sistemov, tu nekje 3 do 4 senzorji, ki zaznajo neko dogajanje na samem objektu, so tam okoli 500-600 evrov in pa potem seveda glede na sam velikost sistema višje. Če pa smo že tarča vlomilcev ali pa jih zalotimo pri delu, policisti svetujejo: ne se z njimi spuščati v dvoboje, ne jih poskušati zadržati. Dosti bolj učinkovito je, če si zapomnimo, kako so oblečeni, njihov opis, smer bega, s kakšnim vozilom so bežali, mogoče si zapisati registrsko številko. Še posebej pa je pomembno, da se ne gibati po objektu, kjer je bilo vlomljeno, ne se dotikati ali prejemati predmetov, ki so bili premaknjeni. S tem uničujemo sledi, ki so v preiskavi lahko zelo koristne. Velikokrat se pri uveljavljanju škode na zavarovalnicah zapleta tudi ob dokazovanju lastništva ukradenih predmetov. To so lahko kakšne fotografije, lahko so tudi kakšni, računi o teh stvarih, ki so jih nabavili in podobno. Tako da bo se hitreje lahko potem dokazovalo, da je to v kritičnem trenutku tudi bilo. Vlomilci najpogosteje iščejo prav zlatnino, denar, slike in vrednejše tehnične aparate. Ukradene predmete pa lastniki le redko dobijo nazaj. Nadaljujemo s kmetijstvom. Mariborska fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede ter Združenje pridelovalcev sladkorne pese sta podpisala sporazum, po katerem si bosta skupaj prizadevala za oživitev sladkorne industrije v Sloveniji. Raziskava je namreč pokazala, da bi ponovna pridelava sladkorne pese pri nas povečala ne le samo oskrbo, temveč ustvarila tudi več sto novih delovnih mest. Kmetje upajo, da bodo lahko peso spet gojili po letu 2017, ko bo Evropska unija odpravila sladkorne kvote. Slovenski kmetje si želijo, da bi lahko ponovno pridelovali sladkorno peso, ki je na naših njivah ni več že od leta 2006. Ker se veliko govori o ponovne izgradnje tovarne in pridelave pese v Sloveniji in šparamo zemljo, da se opomore. Zato, ker se v vse deželah, kjer sladkorno peso prideluje za sladkor, to splača. Mi pa še imamo dodaten interes, da sledimo napotkom Ministrstva za kmetijstvo, da si naj dežele, članice Evropske unije, zagotovijo prehransko varnost. Nedavna študija, ki so jo opravili na Mariborski fakulteti za kmetijstvo, je namreč pokazala, da bi bila pri- in predelava kraljice poljščin ekonomsko upravičena. Cena sladkorja na svetovnem trgu namreč raste. Njihov interes izhaja predvsem iz tega, da tisti, ki so dalj časa bili v tem poslu, so natančno vedeli, da so kar v večjem številu let lahko dobro zaslužili. V Združenju pridelovalcev sladkorne pese si za 5 milijonov evrov želijo odkupiti zemljišče nekdanje tovarne sladkorja v Ormožu in na istem mestu postaviti nov obrat. Imajo tudi že tuje vlagatelje, a jih pri tem ovira birokratski zaplet. V gnilem socializmu smo rabili 2 leti, da smo tovarno izgradili, zdaj pa je birokratsko ne znamo razgraditi 7 let. Ker Slovenija ni v celoti razgradila tovarne sladkorja, ji grozi, da bo morala Evropi vrniti 8,7 milijona evrov. Spor obravnava celo Evropsko sodišče. V Združenju pridelovalcev sladkorne pese pa upajo, da bo zaplet čim prej končan. Bojijo se, da bi vlagatelji odgnali predolgi slovenski birokratski postopki.
Na mariborski višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem so ta teden podelili potrdila o uspešno končanem izobraževanju za osnovno delo v gostinstvu, in sicer 57 brezposelnim z območja Maribora, Ptuja in Celja. Gre za prvo tovrstno izobraževanje. Pridobljeno potrdilo pa je osnova za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Potrdilo o pridobljenem znanju z področji kuharstva in strežbe je večinoma za mlade brezposelne, ki so se sami odločili za to izobraževanje, eden od korakov na poti iskanja zaposlitve. Dober mesec in pol so spoznavali osnove gostinskega dela. Zelo tako trendovsko je bilo vse narejeno, dejansko visoka kuhinja in to, kaj je trenutno v trendu, ne neke pač stare stvari, ki se ne uporabljajo več. Tako da zelo smo bili zadovoljni. Jaz sem drugače natakar, strežba, ampak sem se zdaj opredelil bolj za kuharstvo, me bolj to zanima. In upam, da bom dobil. Zaposlitev v gostinstvu v primerjavi s številnimi drugimi področji ni tako malo. Ker je konkurenca na trgu dela velika, pa so znanja in veščine zelo pomembne. Več kot polovica usposabljanja je bila zato praktična, izdelana po programu za pomočnika kuharja in natakarja. Zavedali pa smo se tudi, da brezposelne osebe v tem času veliko tudi iščejo priložnosti tudi na tujih trgih, in zato smo tudi v naš program vključili strokovno terminologijo, poznavanje strokovne terminologije z področja nemškega jezika. Na višji šoli sicer organizirajo več takih usposabljanj v okviru medpodjetniškega izobraževalnega centra. Nedavno so tako usposobili skupino mariborskih Romov za kuhanje in strežbo v načrtovani romski restavraciji. Spremljali ste preglednik televizije Maribor. Hvala, da ste bili z nami in naj bo preostanek vikenda kar se da prijeten. Nasvidenje.